Med letoma 2020 in 2022 se je sicer po državi zvrstilo več kot 170 različnih protestov. Najpogostejši so bili protesti petkovih kolesarjev, ki so nasprotovali vladi Janeza Janše. In kot kaže, bodo ta petek spet kolesarili, tokrat zaradi neuresničenih obljub vlade Roberta Goloba. Iniciativa Glas ljudstva vladni koaliciji žuga, da se ji čas izteka, ter da si s predvolilnim taktiziranjem in PR-ovskimi manevri ne bo povrnila zaupanja volivcev. Kot poudarjajo, so naveličani praznih obljub, izgovorov in prelaganja odgovornosti. Žiga Bonča. 105-krat so v petkih kolesarili proti vladi Janeza Janše in ta petek bodo spet na kolesih. Vlado želijo opozoriti, da je od 122 zavez uresničenih zgolj 12, prelomljenih pa 15. Samo zato, ker nas Golob ne zaplinjuje na ulicah, to nikakor ni dovolj, da bi pa mu gledali skozi prste glede zavez, ki jih je sam dal. Vlada potrebuje aktivno civilno družbo, saj aktivna civilna družba dopolnjuje vladne strukture. To je sporočila vlada Roberta Goloba kmalu po nastopu mandata. Že pred volitvami so se predstavniki zdajšnje koalicije redno udeleževali dogodkov, ki jih je pripravila iniciativa Glas ljudstva. Pomembno je, da res držimo skupaj in da smo enotni. Tudi to je eden od načinov, da pokažemo to, da je resnici politika v službi ljudstva. Prav tako je premier iniciativo večkrat sprejel v svojem kabinetu. Jaz pa mislim, da je zdaj pa skrajen čas, da se tudi predsednik vlade spomni na te svoje obljube, na te svoje zaveze in da prepozna, da je v bistvu edina smiselna strategija zdaj v tej zadnji tretjini mandata je to, da se osredotoči na te obljube, ki jih je dal in da mu je civilna družba pripravljena pri tem pomagati. Kabinet premierja pojasnjuje, da je vlada izpolnila svojo temeljno obljubo normalizacijo države, saj da je Slovenija spet država brez ustrahovanja, represije in solzivca na ulicah. Dodajajo, da so ponosni na opravljeno delo in da bodo na tej poti vztrajali še naprej. To, kar predvsem opažamo, je, da se pri vseh zavezah, ki bi po žepu vsaj malo udarile tiste elite, tiste, ki dejansko s kapitalom ustvarjajo zase dobičke, tam se zelo hitro vse skupaj zaustavi. Gre za opozorilno kolesarjenje, ki ga bodo v prihodnje še ponovili, če ne bo sprememb. Na področju javnega zdravstva, na področju stanovanjske krize, na področju okolja, na področju socialno pravičnih davkov in pa na doslednem mirovništvu. Drugačne spremembe pa pričakuje SDS, ki bo proti Golobovi vladi protestiral prihodnji teden. Janša je namreč vse pozval, naj se pridružijo protestu, ki ga pripravljata Ruparjev inštitut 1. oktober in Glas upokojencev.